Pozdravljeni, smo pred mariborsko škofijo, kjer je danes potekala podelitev imenovanj in odlikovanj zaslužnim duhovnikom in laikom. Spoštovani gospod nadškof, koadjutor, naslovni škof, dragi današnji nagrajenci in slavljenci in vsi drugi tukaj pričujoči brati in sestre, naši uslužbenci, naši prijatelji, posebej še domači od naših nekaterih slavljencev. Iskreno in prisrčno vas vse pozdravljam na tem današnjem slavju tukaj v tej naši dvorani. Pravkar smo zapeli pesem Kraljica venca rožnega in v mesecu oktobru, ko je vsa narava odeta v sadove in jih pobiramo, je tudi na deblo naše škofije dozorelo nekaj sadov, ki danes prejemajo svoje odlikovanja in svoje priznanja. Predvčerajšnjem smo imeli v Mariboru mestno mariborsko praznovanje in na akademiji je sprejel tudi odlikovanje naš nekdanji stolni župnik, dr. Stanko Lipovšek, srebrni grb mesta Maribora. Prav tako smo predvčerajšnjem obhajali za našo stolnico krstni dan, obletnica posvetitve. Včeraj pa je sveti oče Benedikt XVI v Vatikanu imenoval kar 20 novih kardinalov. In med vsa taka velika dogajanja vesoljne cerkve, naše krajevne cerkve ali mariborske nadškofije in nazadnje tukaj našega najožjega škofijskega ordinariata pridružujemo danes to srečanje, delitev teh priznanj in odlikovanj. Štiri odlikovanja so škofijska, 2 sta častna kanonika, 2 sta redna kanonika stolnega kapitla, 4 odlikovanja pa so strani svetega očeta, papeža Benedikta XVI. In sicer 2 vojno odlikovanje je za 2 naša delavca, laika in 2 pa za naša duhovnika. Delitev odlikovanj to ni kakšen kult osebnosti. Kult osebnosti je katoliški cerkvi tuj. Ampak tu je priznanje, ali bolje rečeno izkazana neka pozornost za tisto delo, ki ga morda nihče ne vidi in ki ga nihče tudi ne obvrednoti. In s tem priznanjem želimo samo to povedati, da mislimo na vse vas, ne samo na odlikovance, in da cenimo in vrednotimo vaše delo. In zato vam že naprej iskreno in prisrčno čestitam. Pa začnimo pri najstarejšem odlikovancu današnjega tukaj v vrsti so in sicer pri letošnjem zlatomašniku in sicer Janezu Horvatu, ki je pravkar včeraj prišel iz bolnišnice, pa smo toliko bolj veseli, da je se danes lahko udeležil tega slavja in prosim gospoda tajnika, da prebere tudi primerno obrazložitev. Gospod zlatomašnik Janez Horvat, župnik v Šentilju v Slovenskih Goricah, se je rodil 17. decembra 1954. leta v župniji Sveti Marko niže Ptuja. 34. leta se opravičujem. Po srednji šoli je končal teološki študij v bogoslovnem semenišču in visoki bogoslovni šoli v Đakovem ter bil posvečen v duhovnika na praznik apostolov svetega Petra in Pavla 29. junija 1960. leta v Mariborski stolnici.
Po duhovniškem posvečenju je bil eno leto semeniški duhovnik, nato pa je bil nastavljen za kaplana v župnijo Šentilj v Slovenskih Goricah. Tam je bil pozneje župnijski upravitelj in od leta 1983 tudi župnik ali redni dušni pastir. Zaradi bogatih pastoralnih izkušenj in življenjske modrosti so ga duhovniki Jareninske dekanije kar 3-krat izvolili za dekana, kar je bilo znamenje posebnega zaupanja. Ohranil je naslov decanus emeritus. Po zgledu Jezusa, dobrega pastirja, je ljubil in ljubi svojo župnijo. Mladim in odraslim vernikom se razdaja. Vse, kar je bil in kar je imel, je postavil v službo župniji, svoje življenje, sposobnosti in zdravje. Kot dobri pastir je bil vedno pripravljen trpeti za župnijo in z župnijo. Svojo ljubezen je pokazal predvsem s pastoralnim delom, pa tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, ko je obnavljal župnijsko cerkev, gradil nov župnijski dom ali župnišče z veroučnimi prostori, ali ko je obogatil župnijo z novimi zvonovi, nazadnje z novo poslikavo stropa in kupole cerkve. Vse to razodeva njegov čut odgovornosti do verske, duhovne in kulturne dediščine prednikov, da jo obogateno in neokrnjeno izroči mlademu rodu kot dragoceno svetinjo in popotnico za prihodnost. Po posvetovanju z najožjimi svetovalci, člani Mariborskega stolnega kapitlja, imenujem zlatomašnika Janeza Horvata, župnika v Šentilju v Slovenskih Goricah, za častnega kanonika istega kapitlja. Maribor, na god svetega Frančiška, 4. oktobra 2010, dr. Franz Kramberger, mariborski nadškof, metropolit. Diploma in tukaj še poseben znak za častnega kanonika. Čestitam. Drugi častni kanonik je pa gospod Tone Fras, ki bo 1. januarja na dan novega leta praznoval svojo 50-letnico življenja in prosim gospoda tajnika za obrazložitev. Gospod Anton Fras se je rodil 1. januarja 1951. leta v župniji Sveti Jurij ob Ščavnici. Po osnovnem šolanju v domačem kraju in po končani srednji šoli v Vipavi je vstopil v mariborsko bogoslavje in opravil teološki študij na Teološki fakulteti. Na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija 1975. leta je bil posvečen v duhovnika v mariborski stolnici. Po enoletni službi duhovnega pomočnika v Ljutomeru je bil nastavljen za kaplana v tamkajšnji župniji, nato pa za kaplana v župniji Sveta Marjeta niže Ptuja. Zatem je opravljal službo vikarja namestnika v Trbovljah, službo župnijskega upravitelja v Lapolju, službo župnika pri Svetem Tomažu pri Ormožu in nato pri Svetem Rupertu v Slovenskih Goricah. Sedaj pa je župnik v župniji Sveti Lovrec v Slovenskih Goricah v kraju Juršici. Kot redni dušni pastir ali župnik je velikodušno sprejemal dekrete za težke in zelo zahtevne župnije. Zaradi starosti prejšnjih dušnih pastirjev so bile te župnije v zanemarjenem stanju. Kot mlad duhovnik, obdarjen s pastoralno karizmo sodelovanja z verniki, je obnavljal župnije ne le v gospodarskem pogledu, marveč bolj v duhovnem in verskem pogledu. Vrsto župnij, v katerih je deloval, je s svojim prizadevanjem za versko prenovo dvignil na zavidljivo višino. Razen tega se kot duhovnik odlikuje po pastoralnem sodelovanju ne le z verniki, marveč sobrati dekanijskimi duhovniki. Posebno pozornost je posvečal tudi mladini, zavedajoč se, da kdor dela za mladino, dela za prihodnost cerkve in naroda. Zaradi vsega tega imenujem gospoda Antona Frasa, potem, ko sem se posvetoval s člani zbora svetovalcev za častnega kanonika Mariborskega stolnega kapitlja. Maribor, na god svetega Frančiška Asiškega, 4. oktobra 2010, dr. Franz Kramberger, mariborski nadškof, metropolit.
sledi sedaj imenovanje za vednega stolnega kanonika, in sicer gospoda Marka Veršiča. Novi stolni kanonik in stolni župnik Marko Veršič se je rodil 4. aprila 1974 v župniji Sveti Markovniče Ptuja. Po končani srednji šoli je stopil v mariborsko bogoslovje, končal teološki študij v Mariboru na teološki fakulteti in bil na praznik apostolov svetega Petra in Pavla 29. junija leta 2000 posvečen v duhovnika v mariborski stolnici. Kot novomašnik je nastopil svojo službo v stolni župniji svetega Janeza Krstnika v Mariboru, kjer je bil 4 leta kaplan. Nato je odšel za župnijskega upravitelja in pozneje za župnika v župnijo Šmarje pri Jelšah, kjer je služboval 6 let. Kot mlad duhovnik se je z dušo in srcem posvetil pastoralnemu delu v župniji, kakor tudi obnovitvenim delom župnijske cerkve, podružnične cerkve svetega Roka in znamenitega križevega pota med župnijsko in podružnično cerkvijo v Šmarju pri Jelšah. Po odhodu kanonika in stolnega župnika monsignorja dr. Stanka Lipovška v Celje za škofa ordinarija je gospod Marko Veršič prevzel njegovo mesto. Ob delitvi škofije je bil inkardiniran v sedanjo mariborsko nadškofijo in sicer 21. maja 2007. Zato se je lahko vrnil v svojo nadškofijo. Po posvetovanju s člani stolnega kapitlja je bil 1. julija 2010 imenovan za stolnega župnika, 4. oktobra 2010 pa za rednega stolnega kanonika. Mlad duhovnik, pa moram reči tudi najmlajši kanonik, komaj 10 let ima duhovniškega staža. Redko kdaj se zgodi v kapitlu, da je tako mlad duhovnik. Poleg drugih insignij dobiše tudi seveda statut kapitla, kar ga obveže k posebnemu poslanstvu. Redni kanonik je gospod Bernard Geršak, ki je bil pred kratkim imenovan kot 3. član nadškofijske gospodarske uprave. Prosim za predstavitev. Novi stolni kanonik Bernard Geršak se je rodil 17. junija 1956 v Celju. Njegova domača župnija je Sveti Peter pod Svetimi gorami. Srednjo šolo je končal v Mariboru kot gojenec Slomškovega dijaškega semenišča. Po maturi se je upisal v mariborsko bogoslovje v Ljubljani in bil 27. junija 1982 posvečeno duhovnika v domači župniji v romarski cerkvi na Svetih gorah. Njegovo prvo službeno mesto je bilo v stolni župniji svetega Janeza Krstnika v Mariboru. Po 5-letnem kaplanovanju je prevzel župnijo Marijinega imena Uruša, kjer je bil 12 let kot župnik ali redni dušni pastir. V 12 letih je pokazal svoje izredne pastoralne in organizacijske sposobnosti. V pastoralnem pogledu je župnijo prenovil, v gospodarskem pogledu pa uredil in župnijsko cerkev ter župnijski dom obnovil. Že takrat je bil imenovan za prodekana, kar v dvojnem zaporednem mandatnem obdobju. 10. avgusta 1999 je prevzel župnijo svetega Cirila in Metoda na Teznem v Mariboru in jo kot župnik vodi še danes. Duhovniki mariborske dekanije so ga kar 3-krat zapored izvolili za dekana. Vmes je bil imenovan za ekonoma škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. 10. januarja 2007 je bil imenovan za voditelja odbora za župnijske pastoralne cerkve, za župnijske pastoralne svete v mariborski nadškofiji in 1. avgusta 2010 pa za 3. člana nadškofijske gospodarske uprave. Kakor v Rušah, tako je tudi na Teznem, sodobnimi pastoralnimi prijemi župnijo oživljal in z mnogimi obnovitvenimi deli župnijsko cerkev obogatil in olepšal. V zadnjem času je po njegovi zaslugi zaživel tudi župnijski vrtec. Po
Po posvetovanju s člani stolnega kapitlja je bil izbran in 4. oktobra 2010 tudi imenovan za rednega stolnega kanonika v stolnici svetega Janeza Krstnika v Mariboru. Še papeška odlikovanja in sicer najprej bomo podelili odlikovanje dvema našima sodelavcema. Prvi je gospod Zlatko Gričnik, tako je po vrsti, in potem pa še gospod Ekart Tvasen za utemeljitev. Gospod Zlatko Gričnik se je rodil 2. junija 1972 v Augsburgu v Nemčiji, kjer so živeli starši kot sezonski delavci. Po vrnitvi v domovino in po končani srednji šoli se je posvetil socialnemu poslanstvu. V tem času se je upisal na Teološko fakulteto v Mariboru in kot laik dosegal naziv univerzitetno diplomirani teolog. Gospod Zlatko Gričnik je bil že od leta 1995 zvesti sodelavec takratne škofijske Karitas. 1. decembra 2003 je prevzel pod okriljem Karitas službo direktorja socialnega zavoda Čebela. 21. aprila 2004 je bil imenovan za generalnega tajnika takratne škofijske Karitas. To službo je opravljal do leta 2008. Svojo marljivostjo, strokovno prizadevnostjo, s posebno socialno karizmo je dosegal velike uspehe na karitativnem področju sedanje nadškofije in metropolije. Uspel je pridobiti od državne oblasti ustrezna sredstva in dovoljenja za dom Svete Eme, kjer se izvaja varstvo starejših in onemoglih. Od države je pridobil koncesijo za dom s celodnevnim varstvom starejših oseb z motnjami v razvoju v 2 župnijah, Slovenske Konjice in Šentjanž na Dravskem polju. Po njegovi zaslugi so prejeli koncesijo od države še domovi za ostarele in onemogle v 3 župnijah, Velika Polana, Beltinci in Vransko. Zelo uspešno je sodeloval tudi pri medškofijskih karitativnih projektih. Kot generalni tajnik sedanje nadškofijske Karitas je pridobil, preuredil in sodobno opremil z računalniki uradne prostore nadškofijske Karitas. Po njegovi zaslugi je nadškofijska Karitas dobila od pristojnega državnega ministrstva status humanitarne organizacije. To je omogočilo, da je nadškofijska Karitas v Mariboru ustanovila ambulanto za osebe brez osnovnega socialnega zavarovanja in materinski dom z enotami v 2 župnijah, v Mozirju in Žalcu. Gospod Zlatko Gričnik je poskrbel za redna srečanja in izobraževanje prostovoljcev župnijskih Karitas. Sodeluje tudi pri izdajanju internega časopisa Klic dobrote. Ob koncu leta 2000 je začel delovati nov dom za starejše in onemogle v župniji Sveti Lenart v Slovenskih Goricah. Vsi ti uspehi so sad njegovega dela in dela širšega kroga sodelavcev, vendar je gospod Zlatko Gričnik s svojim značajem, delavnostjo, strokovno razgledanostjo, predvsem pa z ljubeznijo do socialno ubogih, duša vsega karitativnega dogajanja v mariborski nadškofiji. Vse to opravičuje prejem papeškega odlikovanja medalja Benemerenti. V latinskem jeziku, v slovenskem pa se glasi takole. Papež Benedikt XVI je blagovoljo odločiti in rade volje podeliti zelo zaslužnemu gospodu Zlatku Gričniku zlato medaljo, ki je bila posebej izdelana za zaslužne v zadevah krščanstva. Hkrati je papež dovolil, da se odlikovanec s tem znamenjem tudi okrasi. Posebna medalja.
odlikovanje, in sicer pro Ecclesia et Pontifice, to pa dobi gospod Tone Ekart za svoje zaslužno delo. Gospod inženir Anton Ekart se je rodil 11. oktobra 1964 v župniji Šentjanž na Dravskem polju, v urejeni in globoko verni družini, ki je bila vedno tesno povezana z župnijo. Oče odlikovanca je bil dolga leta član župnijskega gospodarskega sveta. Po končani srednji šoli je Anton študiral gradbeništvo na fakulteti v Ljubljani in si pridobil naziv gradbeni inženir. Pozneje je študijo še dopolnil in se usposobil za gradbenega nadzornika. Od 12. januarja 1994 je zaposlen v mariborski nadškofiji kot gradbenik, pozneje pa kot vodja službe za investicije, gradbeništvo in vzdrževanje. Ker v Sloveniji država ne skrbi za vzdrževanje in obnavljanje sakralnih objektov, mora vsaka škofija za to skrbeti sama. Zato je mariborska nadškofija ustanovila gradbeno in vzdrževalno službo in vodstvo te službe je zaupano imenovanemu odlikovancu. Kot gradbeni strokovnjak je vodil gradnjo novih cerkva, obnavljanje številnih župnijskih in podružničnih cerkva, obnovo 3 samostanov in poslopja za škofijsko gimnazijo ter obnovo drugih sakralnih in gospodarskih objektov, ki jih je država v procesu denacionalizacije vrnila nadškofiji ali župnijam. Večina teh objektov je bila vrnjena v zelo slabem stanju. Skoraj vse je bilo potrebno sanirati, obnoviti, posodobiti. To delo je vodil in ga še vodi gospod inženir Anton Ekart izredno vestno, natančno, s čutom odgovornosti do sakralne namembnosti. Kot voditelj gradbene in vzdrževalne službe je vodil ali nadzoroval v okviru nadškofijske Karitas gradnjo novih ali obnovo že obstoječih objektov, domovi za ostarele in onemogle, dom za starejše z motnjami v razvoju, dom za matere, skratka objekte, ki služijo v karitativni dejavnosti. V primerih, kjer ni vodil gradnje ali obnove, pa je le to vestno in s čutom odgovornosti nadzoroval kot nadzorni organ. Zato poslanstvo ima tudi od države priznano in potrjeno strokovno usposobljenost. Za svoje obsežno in odgovorno delovanje v mariborski nadškofiji upravičeno prejema papeško odlikovanje pro Ecclesia et Pontifice. Zopet latinska listina na pergamentu, ki pa se v slovenščini glasi: Papež Benedikt XVI je blagovolil odločiti in rade volje podeliti gospodu Antonu Ekartu odlikovanje vzvišenega svetega križa pro Ecclesia et Pontifice, kar pomeni za cerkev in papeža. To znamenje je posebej izdelano za tiste, ki so si posebej prizadevali za pomembna dela, kar je papež dovolil, da se odlikovanec s tem znamenjem tudi okrasi. Listina je bila podpisana že 12. julija 2010, ampak smo čakali z vsemi drugimi listinami na današnji dan, oziroma da so prišle vse listine iz Vatikana. In tukaj je bila tudi zelo posebna zlata medalja, na kateri piše pro Ecclesia et Pontifice. Še dve najvišji odlikovanje današnjega dne tukaj pred nas, in sicer imenovanje za monsenjorja ali hišnega posebnega kaplana papeža Janeza Benedikta XVI. In sicer prvi gospod Franci Trstenjak, glavni urednik ognjišča, vsega poznate, vendar predstavitev je potrebna. Gospod Franc Trstenjak se je rodil 1. novembra 1963 v Mariboru. Po končani srednji šoli se je vpisal v mariborsko bogoslovje. Teološki študij je opravil v Ljubljani in Mariboru.
Na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija 1989 je bil posvečen duhovnika v mariborski stolnici. V letih 1989 do 1993 je bil kaplan v Celju, v mestni župniji. Nato se je ob rednem pastoralnem delu 4 leta uvajal v radijsko poslanstvo pri slovenskem katoliškem radiju Ognjišče. Ta radio je začel delovati pred 16 leti. Že leta 1997 je gospod Franc Trstenjak sprejel službo glavnega in odgovornega urednika v isti radijski ustanovi. Izredno zahtevno in odgovorno poslanstvo opravlja vestno in z ljubeznijo v zadovoljstvo poslušalcev, naj je to informiranje, formiranje, izobraževanje, posebej še evangeliziranje. Radio Ognjišče povezuje verne Slovence doma in po svetu, saj lahko spremljajo vsa dogajanja na verskem in cerkvenem področju v domovini in zunaj njenih meja. Kot glavni in odgovorni urednik skrbi s svojimi sodelavci za prenos vseh večjih verskih prireditev, kot so važnejša škofijska romanja, plenarni zbor cerkve na Slovenskem, letni shodi mladih, jubilejne slovesnosti v slovenskih škofijah, vsakoletni radijski misijon. V tekočem letu je bila priprava na vseslovenski euharistični kongres, vsakoletni festival slovenske duhovne glasbe, Ritem duha, skratka vse versko dogajanje po cerkvi na Slovenskem. Tudi po zaslugi gospoda Franca Trstenjaka je slovenski radio Ognjišče skoraj od svojega začetka povezan z radijem Vatikan. Slovenske oddaje Radija Vatikan so vključene v program Radija Ognjišče v Sloveniji. Tako je vsem Slovencem blizu oznanjevanje veselega sporočila, ki ga za vesolno cerkev vrši Radio Vatikan. Gospod Franc Trstenjak s svojim uredniškim poslanstvom bogati slovenski medijski prostor z evangelskimi in občečloveškimi vrednotami, vzbuja poslušalcem upanje za prihodnost in zaupanje v Boga, nagovarja in druži slovenske vernike v občestvo cerkve v domovini, hkrati pa to cerkev tesno povezuje z vesolno cerkvijo. Papež Benedikt XVI ga je imenoval za monsignorja ali svojega hišnega kaplana 10. julija 2010. Sumum Pontifex Benedictus Decimus Sextus inter suos capellanos ad legit reverendum Dominum Franciscum Trstenjak ex archidiocesi Mariborensi quod quidem fidem reverendo Domino opportune significatur. Slovensko, papež Benedikt XVI je med svoje kaplane predložil prečastitega gospoda Franca Trstenjaka iz Mariborske nadškofije, to naj se imenovanemu prečastitemu gospodu o priložnosti sporočil iz Vatikanske palače dne 10. julija 2010. Vse ostale insignije pa je dobil že navodila, ki jih se mora poskrbeti sam po meri, lastne meri. In če smo začeli pri najstarejšem častnem kanoniku, pa bomo sedaj končali pri najstarejšem rednem kanoniku, namreč gospodu Jožetu Goličniku, šefu naše pastoralne službe, pa tako dobil imenovanje za monsignorja. In sicer mislil sem že, da bo to ob njegovi 70-letnici, ampak v Vatikanu so ure drugačne, kakor pri nas, tako bom pač sedaj dati. Prosim, gospod. Gospod Jože Goličnik se je rodil 5. marca leta 1940. Po končani gimnaziji v Celju se je vpisal v mariborsko bogoslovje. Teološki študij je končal v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija 1966 v mariborski stolnici. Kot kaplan je služboval v župniji Hrastnik in Sveti Martin v Velenju, nato je bil župnik v župniji svetega Cirila in Metoda v Mariboru. 7. januarja 1999 je bil imenovan za stolnega kanonika in voditelja pastoralne službe za celotno mariborsko škofijo, sedaj nadškofijo.
Hkrati je tajnik stolnega kapitla, rektor cerkve svetega Alojzija v Mariboru, ravnatelj nadškofijskega arhiva in član zbora svetovalcev. Kot duhovnik je izredno požrtvovalen, vedno pripravljen pomagati na župnijah, med duhovniki je zaradi izredne pastoralne razgledanosti in sposobnosti zelo spoštovan in cenjen. Kot voditelj pastoralne službe je sodeloval in še sodeluje pri vseh važnejših pastoralnih odločitvah. V okviru pastoralne službe delujejo mnoge pastoralne ustanove, urad za katehezo, skupnost katehistin, urad za družino, urad za lajke, center za nove duhovne poklice, celotna mladinska in študentska pastoralna dejavnost, šola za animatorje, akademsko-katoliško združenje, razna gibanja. Skratka, celotna pastoralna dejavnost v nadškofiji se uresničuje pod njegovim strokovnim vodstvom in požrtvovalnim sodelovanjem sodelavcev, ki so strokovno usposobljeni za svoje poslanstvo. Kot voditelj pastoralne službe sodeluje v Komisiji za cerkveno umetnost, v karitativnih in socialnih ustanovah in v duhovni oskrbi bolnišnic. Gospod Jožef Goličnik je obdarjen s pastoralno karizmo, zato si je znal pridobiti številne sodelavce za svoje obsežno delo. S svojimi bogatimi pastoralnimi izkušnjami sodeluje na pastoralnih tečajih za duhovnike, na študijskih in duhovnih srečanjih za člane dekanijskih in župnijskih pastoralnih svetov. Kot duhovnik je zglednega življenja, budno spremlja pokoncilske dokumente in jih sprejema kot smernice za svoje poslanstvo. Za vse to mu papež Benedikt XVI podeljuje naslov monsignorja ali svojega hišnega kaplana. Isto ga momenta prebral. Sumus Pontifex Benedictus Decimus Sextus inter suos capellanus ad legit reverendum Dominum Josef Goličnik ex archidiocesi Mariborensi pod fidem reverendum Domino opportune significator. Slovensko, papež Benedikt XVI je med svoje kaplane pridružil prečastitega gospoda Jožefa Goličnika iz Mariborskega župnije, brez imenovanja prečastitemu gospodu priložnosti sporočil iz Vatikanske palače dne 10. julija 2010. Tudi on je dobil navodila za vse druge insignije, ki jih nosil kot monsignor. Na koncu, ko so nam zmanjkali tukaj stvari, bi samo rekel še enkrat iskreno posrečno čestitam vsem imenovanim, odrejenim, odlikovanim in še enkrat poudarjam, da je to za nas tudi znamenje potrditve našega dela z najvišje točke naše vesoljne cerkve, hkrati pa tudi potrditev za vas iz razgleda naše škofije. Tukaj smo v dvorani in pred nami so podobe vseh škofov od Slomška pa do danes. Tu je zapisana zgodovina in tu ne bo tudi zapisan današnji dogodek. Spoštovani gospod nadškof metropolit, nadškof pomočnik Marjan, škof Jožef, dragi kolegi duhovniki, drage sodelavke in sodelavci, zahvaljujem se vam za današnjo navzočnost ob tem slavju. Vam, gospod nadškof metropolit, pa bi želel povedati nekaj besed. Ko so vas vprašali kot velikega poznavalca in pa tudi tistega, ki ima našega blaženega škofa Slomška, prvega mariborskega škofa, za svoj vzgled in vzor, kako bi ga na kratko označili, ste rekli
da to je dušni pastir. In to, kar ste rekli za Slomška, to lahko rečemo tudi mi za vas. Vi ste naš prvi dušni pastir. In po Jezusovih besedah dušni pastir pozna svoje, zaskrbljenje za nje, rad jih vidi, išče tudi tiste, ki so se oddaljili ali izgubili. In vi ste tudi s tem današnjim dogodkom pokazali, da ste dušni pastir. Mogoče ste kakšno noč zaradi tega slabše spali, ker ste razmišljali, kaj pa koga in tako naprej. In ker je pač treba bilo se odločiti. In tudi tukaj ste pokazali svojo dušno-pastirsko modrost. Pokazali, da znate ceniti delo Toneta, za katerega gospod Škof Smej pravi, da zmeraj tako hiti, da ga komaj vidi. In ste videli ob blagoslovitvah raznih crkva, pa obnovljenih drugih stavbah, ki ste jih blagoslavljali, tudi tiste, ki so predtem delali in se za to žrtvovali. Med njimi je prav gotovo velik delež ima tudi Tone. Potem ste videli delo karitativne ustanov v naši škofiji, za katere razvoj ima velike zasluge gospod Zlatko Gričnik. In potem ste se ozrli naprej, videli ste, da že skoraj 50 let kot mejnik čuva severno mejo Janez, vaš sošolec, ki sta bila skupaj posvečena za duhovnika, Zlatomašnik letošnji, in že skoraj toliko let je tudi na meji pri Svetem Šentilju kot župnik, prej kot kaplan, in ste poznali tudi to njegovo zvestobo in njegovo delo. Potem ste videli tudi Toneta, Tončeka, Frasa, ki ko pride na župnijo, že gleda, kje bi bilo kakšna druga župnija, kjer bi bilo slabo župnišče, pa zanemarjena cerkev, da bi po končanem določenem obdobju se lahko preselil. Ampak upam, da bo teh selitev že tudi enkrat konec, in kanoniška čast je pač tudi neka stalna stvar potem. In da ste tudi to videli, je znak vaše pastirske modrosti. No, ravno tako tudi pri izbiri stolnega župnika in pa člana uprave, škofijske gospodarske uprave, gospoda Markota in gospoda Bernarda, ste se tudi ozrli in videli ta dva in presodili, da sta primerna, da to pomembno službo upravita. Prav tako tudi nimate veliko časa za poslušati radio pa televizijo, gledati še manj, ampak glas radija Ognišče pa večkrat slišite, na njem tudi aktivno sodelujete in zato tudi niste prezrli glavnega urednika Francija Trstenjaka. No in končno tudi pastoralno službo neprestano spremljate in saj ste naš prvi pastir in zato se vam za vse to zahvaljujem. Vsako takšno priznanje je na nek način tudi zaveza. Zaveza, da
to delo nadaljujemo, pa mogoče še z večjo zvestobo in ljubeznijo. No, pri tem se hvala Bogu zavedamo, da je naš vodnik skozi naše življenje evangelij. In da v evangeliju niso dragoceni samo tisti, ki lahko neprestano delajo, ampak večkrat potem tudi tisti, ko ti obnemorejo moči, ko ne moreš tistega napraviti, kar bi želel, pa kar bi hotel, ampak vseeno lahko svoj delež doprinašaš k temu, da Božje kraljestvo na zemlji rase. In v tem duhu se vam še enkrat prisrčno zahvaljujem. Zdaj še sklepno dejanje, da rečemo na zdravje vsem in še enkrat čestitke vsem odlikovancem na zdravje. Gospod Nadškof, zakaj ste se odločili za podelitev vseh teh odlikovanj? Najprej bi poudaril, da podelitev odlikovanj ni noben kult osebnosti. Ne gre se tukaj za počastitev kakšne osebe kot take, ampak gre se tukaj za tisto priznanje in pa za ovrednotenje dela, ki so ga ti zaslužni ljudje in člani našega kapitlja in pa naši delavci opravljali. Hkrati pa, da s tem odlikovanjem damo tudi priznanje vsem drugim uslužbencem, tako da je v tem oziru so ta odlikovanja vedno imajo širšo dimenzijo, kako samo osebno. Vendar, tu so pač najbolj izstopajoči ljudje, ki so v svojem poslanstvu dosegli velike uspehe in se žrtvovali za blago naše krajevne cerkve Mariborske nadškofije. Trenutno opravljam službo voditelja pastoralne službe. To je za mene prva in najbolj pomembna služba. Potem sem še pa tudi ravnatelj nadškofijskega arhiva, ki vsaj nekaj let še bo arhiv za vso mariborsko metropolijo. Hvala. Kaj pa za vas pomeni to odlikovanje osebno? Osebno pač mi pomeni to, da je nekako potrjeno moje delo, ki ga upravljam v teh ustanovah nadškofije, prejšnje škofije, in da je to pač ena spodbuda, da kolikor bom mogel, da naj to delo nadaljujem. Najlepša hvala. Prosim lepo. Ja, kot je bilo povedano, za mene to osebno pomeni priznanje za moje delo, 15-letne delo pri nadškofijski Karitas Maribor, obenem pa tudi obveza, da bomo svoje delo še upravljali bolj vestno, bolj zagnano in še dolgo časa za dobrobit teh najmanjših ljudi med nami. Najlepša hvala. Tudi vam in vsem gledalcem. Ja, za mene pomeni ogromno, ker občutek je dober, ko dobiš potrditev, da si v življenju naredil nekaj dobrega, plemenitega. Seveda je to tudi obveza za naprej, da si še boljši. In hkrati se tudi zahvaljujem gospodu Nadškofu in vsem, ki so k temu pripomogli, in seveda tudi papežu, ki je to odobril. Najlepša hvala. Prosim. Kakšno delo trenutno opravljate? Torej, jaz sem glavni in odgovorni urednik Radia Ognjišče in to delo opravljam od vsega začetka našega radija, torej od leta 1994. Hvala.
Kaj pa za vas osebno pomeni to imenovanje? Torej, nedvomno pomeni priznanje na nek način mojemu delu, ampak bolj kot to vidim priznanje delu celotni ekipi Radia Ognjišče, da smo pravzaprav v teh 16 letih res doprinesli neko svežino v medijski prostor na Slovenskem, predvsem pa, da se lahko po radijskih valovih res oznanja evangelij v vsej tisti polnosti, vsej tisti širini, kakor si Cerkev v svoji vsakodnevni dejavnosti prizadeva. Najlepša hvala. Prosim. Kaj za vas osebno pomeni to imenovanje? Torej, mislim, da to imenovanje, prepričan sem, znamenje zaupanja našega nadškofa, za kar sem mu hvaležen. In pa tako, do predstavitvi sem hvaležen vsem ljudem, s katerimi župniji sodelujemo in mislim, da je to posledica imenovanja. Najlepša hvala. Prosim, lepo. Ja, trenutno sem župnik v Stolni župniji, že od 1. julija, tako da trenutno tisto moje delo, kar je spoznavanje župnije, spoznavanje utripa, da bi potem lahko naredili nekaj, tako začrtali program za naprej. Kaj pa vam pomeni to imenovanje? Je v bistvu mi pomeni neko novo obvezo, neko novo dolžnost. Predvsem je ne jemljem niti približno kot čast, čeprav nekje se mi zdi, da pri tako dokaj mladih letih za kanonika še kar hitro, ampak res mi pomeni neko delo, predvsem pa možnost tudi mogoče pomagati, da bi Cerkev naši nadškofiji šla v tisto smer, ki se mi zdi, da je res oznanjanje evangelija. Najlepša hvala. Prosim.